Prihajamo na 14. točko dnevnega reda, to je sklep o uskladitvi cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020. Hvala. Skratka, pomoč na domu sem hitro pojasnila, kaj pomeni, verjamem, da večina že veste, za kaj gre. V bistvu vsebuje socialno skrbo na domu in mobilno pomoč in je namenjena pretežno tistim, ki so starejši na 65 let, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več celotno skrbovati sami. Pomoč na domu in njen obseg se prilagodi tudi potrebam posameznika upravičenca. Pomoč na domu je v pristojnosti občine in občina izbere izvajalce, kot potem storitev izvajajo v okviru mreže javne službe, izvajalne storitve, po javni zavod ali koncesionar. Pri nas to izvaja Center za socialno delo. Občine pomoč na domu financirajo v zakonu najmanj v višini 30%, v povprečju pa preko 70% celotnih stroškov. Tako je tudi za občino Brežice. Povprečna cena v Brežici v Sloveniji znaša med 5 in 6 evrov na uro. Na takšen način se oblikuje cena. Cena se praviloma uskladi enkrat letno, v primeru pa da se stroški povečajo za več kot 3%, pa lahko tudi tekom leta. Za oblikovanje cene se tako kot tudi pri vrtcih upoštevajo stroške storitve, ki se upoštevajo kot elementi za oblikovanje cene in so stroški dela, potem stroški materijala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja. Cena se določi na način, da se na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto preračunanih na enoto storitve. Enoto storitve je tako ura, dan ali mesec in je za posamezno socialno-varstveno storitev določena s pravilnikom. Strošek izhodišča za izračun, za konkretno naš primer, temelji na število zaposlenih za strokovno pripravo, kar je v višini 0,61 deleža, potem število zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposredne izvajanje storitve, kar je v višini 0,35 deleža, potem število neposrednih zaposlenih oziroma število zaposlenih za neposredno socialno skrbo uporabnikov, kar je 14, predvideno število uporabnikov za leto 2023, kar je 175, in pa število efektivnih urno zaposlenega oskrbovalca na mesec, kar je 110. Pri izračunu cene pa so bile upoštevane vse možnosti znižanja stroškov. Koliko smo dobili informacije s strani Centra za socialno delo, je tudi po eni strani zanimivo. Ta razpolaga z 14 avtomobili. Vsaka oseba oziroma teh 18, ki dela na terenu, pa oskrbi na dan vsaj 8 oseb. Razlogi za zvišanje cene temeljijo na povečanem obsegu storitev obstoječih uporabnikov. Ugotavljamo, da je teh vse več in da je potreba tudi med vikendi. Potem zaradi višjega dodatka za neenakomerno razporejen delovni čas in dodatek za čas stalne pripravljenosti, potem tudi zaradi zvišanja stroškov neposredne oskrbe zaradi napredovanj zaposlenih in pa zaradi sofinanciranja dodatnih stroškov dela na podlagi sklepa ministrstva, kot tudi zaradi višjih stroškov vzdrževanja, registracije, zavarovanja vozil in nabave goriva. Kot smo dobili informacije s strani Centra za socialno delo, je vsaj 7 avtomobilov starejših, ki ima prevožen tudi več kot 300 000 kilometrov, tako da je vzdrževanje potrebno, vsaj tudi sami vemo, kako je, če je toliko kilometrov. Cene, ki jo predlagajo, oziroma cena efektivne ure oskrbe, se zračuna na način, da se 38.465 evrov, kot je povprečni mesečni strošek, deli 110 efektivnih ur na delavca in pomnoži 14 delavcev, ki upravljajo pomoč na domu, in tako pridemo do ekonomske cene, ki je predlagana, in to je v višini 24,98 evrov. Od tega je subvencija občine 70%, kar pomeni na uro storitve 17,93. Subvencija iz proračuna Republike Slovenije je 1,89 in pa cena ure storitva za uporabnika je v času delovnika 5,15
15 evrov, ob nedeljah in delovnikih se ta poveča za 40%, kar je 7,21 in pa med prazniki in delo prostimi dnevi 7,73. Tako se ekonomska cena do primerjavi s preteklo poveča za 2 evra oziroma 2,15 evra, če sem natančna, subvencija občine za 1,53 evra in pa cena za uporabnika 0,48 evra. Če naredimo primerjavo cen z drugimi občinami, lahko rečemo, da je v naši občini nižja, kot je v mestni občini Krško, enako tudi kot je v občini Sevnica in tudi nižja, kot je v občini Kostanjevica na Krki. Mogoče tudi zanimiva ta informacija, da je vlog za pomoč na domu izredno veliko. Na čakalni listi je 62 domov, od tega se 33 nekako znajde po svoje, nekateri koristijo storitve sopotnika, drugi pa pomoč znancev, sorodnikov in ostalih, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč. Ostali pa so na čakalni listi. Če primerjam še podatke za leti 2021 in 2022, bi povedala, da je bilo 2021 95 uporabnikov na mesec, v letu 2022 103 uporabnike na mesec, poprečno letno število uporabnikov storitve pa je bilo v 2022 175, v 2021 pa 158 uporabnikov. Ker pa radi tudi delamo primerjave, smo naredili še primerjavo z institucionalnim varstvom. Mesečni stroški, ki jih plačuje občina, so 51 000, oziroma ki jih je plačala občina v preteklem letu, so 51 060. Za 79 oskrbovancev, koliko je plačevala in pride mesečni strošek 646 evrov na oskrbovanca na mesec, kar je bistveno višji strošek, kot je pa to v primeru pomoči na domu, ker ta pride na uporabniku glede na cene 251,42 evrov na mesec na oskrbovanca. Seveda ima ta sprejem novih cen tudi posledico na našem proračunu in sicer na postavki pomoč družini na domu, kjer smo v rebalansu zagotovili tudi dodatna sredstva. Tako naprej. Hvala. Odpiram razpravo. Kaj za Petrič? Ne. Vido, zaključujem, kaj to zdaj prvi? Še 20. Vredno, zaključujem. Kaj za Petrič? Pomotoma sem popisal, nisem se Dobro, Bojana, Bojana. Ja, meni ta storitev moram da je zelo pohvalno, da občani to koristijo in koristimo. Vidimo mobile pomoči na domu po Brežicah pa po Vaseh. Tudi smo slišali tudi med vikendi, kar je ljudem odlanje, da je novost tudi v Brežicah, kar je tudi zelo dobrodošlo. Mislim, da vse te družine, ki koristijo pomoč na domu. Je pa, tole manj skrbino, ta čakalna doba, še 66 oseb, ki je na čakalni listi, daj ti ljudje na vrsto, se znajo zdaj malo se sami, malo počujejo pač tržne storitve. Zato me tle zanima, kaj na občino, kakšne pomaga centru najti kadre in zagotovi, da bojo občani čim prej bili deležni te pomoči na domu, tudi ne na dolge čakalne dobe, ki so v domu za upokojence. Hvala. Kaj naprej? Jaz se v bistvu izjemno podpiram predvsem to, da se je pred časom v bistvu uvedla pomoč družini na domu. Tudi moji družini, moji babici v bistvu to omogočilo, da je še potem 2 leti ostala dlje na domu, kar si je najbolj želela in šele na to sedaj odšla v dom. Torej, glede na to, da smo med najstarejšimi slovenskimi občinami in glede na to, da se bo število starejših še povečevalo, je v bistvu nujno, da na tem področju naredi občina vse, kar lahko in da se pravi tudi teh 66 na čakalni vrsti čim hitreje, torej, da ne bo več čakalne dobe.
Kajti gledajte, tudi mi bomo vsi želeli biti čim dlje doma. Vsi pač nimajo družinskih članov, ki so lahko prisotni. In če preračunamo zdaj na hitro po novih cenah, torej 3 ure na dan, recimo da tudi prenos obrokov, pač osnovna njega, to je 400 € na mesec, kar je zagotovo polovični znesek od oskrbnine v domu upokojencev. In torej izjemno podpiram vse ukrepe in vse dobre prakse na tem področju tudi prihodnje. Ponavljamo vse praktično, kar so že ostali izpostavili, to je, da je ta pomoč izredno dobrodošla za starejše in družine z starejšimi člani in je dosti bolj sprijeta oblika v družinah kot pa domu upokojencev. Tako da, koliko vem, se pripravlja tudi sprememba zakonodaje na tem področju, ki ne bi šla veljavo drugo leto, ki bi še več podatka dala na to pomoč na domu, tudi kar se tiče fizioterapije. In ta zakon je zdaj v teku, mislim, da je že v branju. Me pa zanima predvsem to, če sem prvo razumela, da en skrbnik pokrije do 8 ljudi na dan. Ne vem, kako je sploh to izvedljivo, če te ne živijo en do druga čist, ker si ne predstavljam, da lahko nekoga skrbiš do 10 minutah, pa še voziš se na drugo lokacijo. Tako da bi rekla, da je to vsekakor zelo veliki normativ za enega. Če to tako, če sem pravo razumela. Jaz mislim, da bistvo so že povedali moje predhodnice, ampak vseeno bi pa želela nekaj poudariti. Številka 66 je zaskrbljujoča. Naši starostniki si pa zelo želijo v večini primerov čim dlje časa ostati doma. Kolikor sem slišala zdaj na terenu, pač je prišlo do enega zelo žalostnega pojava, ki je prisoten na, bom rekla, na širšem podiju slovenskem, to je delo na črno. Ljudje, ki pač so zaposleni, so v službah, otroci so v šolah, starostniki si želijo ostati doma. Bom rekla, delovne sile na tem področju ni dovolj, čakalne vrste so takšne, kot so in preprosto je porast dela na črno na tem področju. Pač s tem se sicer obadamo delodajalec in se mi zdi, da je prav, da na to opozorim in mogoče v razmislek občini, kako razširiti možnosti povečanja teh kapacitet. Hvala. Zdaj, moram reči, da ta podatek, ne vem, je zelo nov, Mateja, je vsaj na kolegi še nekaj odzdajno ta podatek, da to povem, da se ne povečujemo skozi do tega problema. Ja, mislim, besedi so dodatni CSD je vesel, da dodatno pridobil vozila, s katerim lahko zagotavlja potem storitev tudi tako da mislim, da vse stvari premikajo naprej, je pa težava z ljudmi, ki imajo, da bi izvajali te storitve. Čakalna vrsta, ki sem jo omenjala, pa sem omenjala tudi, da je 33 čakalnih, ki so se zaradi čakalne vrste organizirali drugače in trenutno ne potrebujejo pomoči, ampak ostajajo na čakalni listi v vsakem primeru. Tako da tudi zaradi tega je takšna številka. 9 je sicer v teh že vključenih, za 20 pa se išče tudi rešitev in to čakalno listo tudi vsak mesec preverjajo in tudi iščejo rešitve. Bi pa omenila, da tukaj se najde rešitev tudi znotraj sopotnikov, ki izvajajo določene zadeve in bi lahko tudi na ta način morda rešili kakšno zadevo, kot je na primer dovoz kosila za tiste res najbolj preproste primere. Ja, zdaj, jaz moram povedati, da seveda tudi strategija občine vse te leta bila, da čim več starostnikov ostane na domu, zato tudi vsako leto intenzivno povečujemo sredstva za to, da je vključenih vse več in seveda graf tudi kaže, da imamo vsak dan več uporabnikov.
Druga stvar je seveda, da smo, kot sem povedal, 600 avtomobilov dodatnih kupili prav zaradi tega, da se to povečuje. Moram pa reči, da seveda se spomnim razprav v preteklosti na tem občinskem svetu, kjer je ta storitev, ko je danes 5,15 za uporabnika, bila na črnem trgu bistveno ceneja. Danes pa vemo, da se praktično več tudi študenta za 5 evrov dobiš delati. Zato je verjetno tudi bistveno večje povpraševanje po tem delu, kar je na nek način tudi prav. In seveda se z tega vidika jaz verjamem, da je vse večji interes. Definitivno pa se bomo sestavili tudi z direktorico ponovno, kajti lani nazadnje, ko smo se sestavili, še ni nas opozarjalo na ta problem, razen na to, da kadra primanjkuje. Res pa je seveda, da kadra danes primanjkuje na vseh teh delih, kjer so razne strelji in podobno. Bi pa še enkrat podaril, da je res ta cena zelo ugodna in zato tudi si to pomoč želijo. Definitivno pa treba vedeti, da je ta bistveno boljša in pa več. Predvsem bolj zaupajo pomoči na domi, kot pa seveda drugim uporabnikom. Tako da, zdaj, kar se tiče, seveda to, kar je bilo rečeno, obremenitev zaposlenih, jaz se verjamem, da je, res pa je, da so določene storitve, ki se samo raznašajo hrano in lahko hitro odneseš večjem uporabnikom in koliko preče prije tako. V vsakem primeru pa lahko rečem, da se bomo ponovno sestavili z direktorico in pa vodja tega in videti, kaj lahko naredimo, zato da bi bilo še več uporabnikov, če bo potrebno, bomo tudi še preskočili na pomoč. V vsakem primeru pa je pomoč na domu tudi z vidika ekonomskega za občino boljša, kajti vse najlepše, da se ljudje doma, dokler so lahko, ki si to tudi želijo, kot pa seveda, da jih namiščamo v domove. Tako da jaz predlagam, bi seveda to ceno potrdimo in pa bi kar dal občinskim službam, da čim prej skličejo sestanek, da se dobijo z tem in da vidimo, kakšne so rešitve, da bi še več in ljudem boljše podržano. Glasujemo prisotnost. Soglasno potrjeno, prihajamo na 15. točko predlog odloka o javnem zavodu za šport na ki je bil kasneje večkrat preoblikovan, vsaj petkrat, zato je bilo smiselno spremembe združiti in pripraviti čistopis. V predlogu, ki ga imate pred sabo, so predvidene sledeče spremembe in sicer pri pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja, kjer se ta izenači s pogoji, ki veljajo v ostalih javnih zavodih v občini izven sorodnih področja dela. Potem spremeni se navajanje delovnih mest za izvajanje javne službe, za katere v osnovnem obsegu zagotavlja sredstva občine in na način, da se potrebna delovna mesta navedejo v vsakokratnem kadrovskem načrtu, ki pa je seveda usklajeno z ustanoviteljem. Pri stroški dela se za zavodu za izvajanje javne službe v osnovnem obsegu priznajo sredstva za vsa delovna mesta, ki so za posamezno leto predvidena v kadrovskem načrtu in ki je usklajeno z ustanoviteljem. Zaradi narave dela pa se kadrovske potrebe v posameznem letu spreminjajo, zato tudi ta predlog. In seveda še tretja zadeva, skladno 119. členom pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna, se doda določilo, da se za izvajanje tržne dejavnosti le-ta izvaja in sicer na način, da zavod to izvaja, če zagotovi za izvajanje najmanj pokritja vseh 100 dejavnosti povezanih odhodkov, kar pomeni, da nima presežkov odhodkov na tržnih dejavnosti, če to pač izvaja. Nakratko. Hvala. Odpiram razpravo.
hvala za besedo. Jaz bi sam v bistvu v preteklosti se v prejšnjem odloku smo imeli v bistvu tudi financiranje, polovično financiranje strokovnega sodelavca za delovanje športne zveze, v bistvu za društva in njihove zveze, koliko je to slažen interesom. Zdaj tega v novem vlogu ni, pa v bistvu čisto tako vezano na športno zvezo je seveda tudi dosti prireditev z tradicionalnim pomenom, potem tudi na novo smo podpisali pogodbo za regijsko pisarno Olimpijskega komiteja, Združenja športnih zvez, tako minimalno, zdaj, če to pade na izdel polovičko strokovnega sodelavca, še na ostali del volonterstva, ki ga izvajamo v tej športni zvezi, se bojim, da temu ne bomo prosti. Verjamem, da namen novega odloka ni bil ta, da se to prekine, da se v bistvu lahko vsakoletno tudi daje možnost, da se pogodbeno te zadeve rešujejo. Vemo pa, da ne dolgo tega nazaj smo imeli problem z direktorico zavoda, ki je odločno nasprotovala temu, in smo delovanje športne zveze imeli zelo teženo, v bistvu skoraj nemogoče. Jaz bi to predlagal, če se le da, da se do drugega branja tega odloka spremeni ta del, pa se v bistvu to ostane to določilo, tako da se financira strokovnega sodelavca. Prosim. Jaz verjamem, da odbor daje možnost, da se to pogodbeno rešuje tudi naprej. Sploh tako, kot sem že navedla, da se vsakoletno usklajuje tudi s kadrovskim načrtom, ki bo usklajen tudi z ustanoviteljem, tako da ne bi tukaj težav, da bi ta oseba izpadla ali koliko nekaj. Ja, glede, res je, da kar se tega tiče, ne vidimo težav, s koncem Stane je sam povedal, da je bilo prej podlogno napisano, to pa ko se ni direktorica pa predstavnik športne zveze razumela, so imeli iste težave, tako da ni nobenih težav. V bistvu jaz mislim, da je celo to prednost, ker vsako leto bo to ostajalo s občinskimi službami in če bi prišlo do teh sporov znotraj zavoda, koji so prišli, kot je bilo že rečeno prejšnjem, imamo še vedno večjo možnost, da mi v okviru letnega načrta tudi to prisilimo direktorje, da bo to delo, kar da jaz zaradi tega ne vidim potrebe o tem, da se veliko povem. Zdaj, glede na to, da drugih pripomb ni Stane, če se strinja z mojim, v vsakem primeru, no pa Stane, vsaj veš, da smo vedno športni zvezi šli na roko, vedno najdemo tudi skupaj, časno imeli celo recimo posebej te prireditve župan in pa športna zveza, zvezi z športniki zdaj smo združili in jaz verjamem, da bomo s tem nadaljevali in jaz verjamem, da ta odlok nam to omogoča, v primeru, če bi pa kdaj videli, da se težave, vedno sem vsak hodno ne dobil. Zato jaz danes predlagam, da se prva in pa druga obravnava združita in pa da seveda ta odlok potredi v teh dih, ki je bil sprijet. Najprej seveda glasujemo o tem, da se prva in pa druga obravnava združita. Prisotnost. Glasujemo najprej o tem, da se združijo obravnave. Glasujemo o tem, da se sprejme odlok o javnem zavodu za ugotavljam, da boje so vlasti, kar